Tokrat smo se pridružili otrokom podružnične osnovne šole Ribno na poti v šolo s pešbusom. Že drugo leto zapored so otroci iz okoliških vasi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti v šolo prihajali kar peš. Za varnost otrok so poskrbeli prostovoljci, največkrat kar mamice in očki, pa tudi babice in dedki. Ti so otroke vsako jutro ob 7 pospremili do šole. Spremljevalec je bil ponavadi teden, malo smo se menjavali. Jaz sem bil danes grem tretjič, ena gospa tam na spodnje vasi bila dvakrat, tako da za jutro bomo pa videli, kdo bo od staršev šel tudi zraven. Otroci so peš prišli iz Ribnega, Koritnega, Bodešč in Sel. Dobro jutro! Vedno, ko pridejo v šolo peš, seveda, če bi jih poslušali, bi videli, da grejo sproščeno, da se pogovarjajo, da ni nobenih skrbi, da se nasmejejo, včasih še kaj ponagajajo. No, ko pa pridejo v šolo, odložijo torbice, fantje imajo najraje nogomet, zato grejo na igrišče, tam igrajo na nogomet, dekleta pa se rade igrajo različne igrice in se z učiteljico v telovadnici igrajo različne gibalne igre. Mi bi želeli, da bi bilo to vsak dan. In sicer zakaj? Otroci se razgibajo, so sproščeni, možgani dobijo kisik in pripravljeni smo na delo. In kadarkoli imamo mi ta teden hoje, je vedno pouk poteka, bom rekla, lažji, ker so otroci sproščeni, nadihajo se zraka in lažje delajo. To, kar otrokom v bistvu manjka zdaj. In prav ta teden me spominja na tiste dni, ko sem še jaz pred mnogimi leti hodila v to šolo in smo hodili peš. Kako jutranji sprehod pred poukom vpliva na šolarčke, pa so nam povedali kar sami. Lažje delam stvari, pa bolj sem umirjen. A sta si zdaj tole posteljico zato naredila, da se še malo počijeta pred poukom? Ja. Drugače je bilo dosti težko vstati, pa še fajn si se tudi razgibal zjutraj, da si tudi v šoli vse lažje delal, pa da si bil več aktiven. Da sem tudi malo lažje naloge delal. To pa je danes prišel peš v šolo. Kar nekaj. Ja, ne, ti si tudi prišel, ne? Ja, mislim, da večina. No, bomo potem med odmorom spet dali, kaj bomo dali semle noter? Štempilke, ne? Danes 5. Kdaj bomo pa naslednjič dajali štempilke, ko imate 10 okenčkov? Pomladi. Evropski teden mobilnosti je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Poleg podružnične šole Ribno sta v tednu med 16. in 22. septembrom pešbus izvedli tudi matična osnovna šola Bled ter podružnična osnovna šola Bohinjska Bela. Še bom hodila na pešbus. Jaz tudi.